Haleluja. Govorimo o tem, kako živeti v poslednjih časih. V Kološanih ti prav, ne gledati tle dol, kaj se dogaja, ne gledati 30 poročil na dan, ampak prav gledajte gor, kjer je Kristus. Usmerite svoj pogled gor. In ena od stvari, ki se jaz ful veselim, je, da vem, da Jezus prihaja nazaj. Jaz vem, da živimo v poslednjih časih. Noben me ne more prepričati, da še 1000 let Jezusa ne bo. Jaz vem, da se bliža tretji dan. Že čist znanstveno, ko študiram Biblijo, ampak še toliko bolj, ko gledam stvari okoli sebe in še toliko bolj, ko mi Sveti Duh to pričuje. In naj ti povem, ena od čudovitih stvari je, da ko Jezus pride po nas, se začne 1000-letno kraljestvo. To bo totalna žur, ko bo trajalo 1000 let. Gremo na Gospodovo večerjo, to bo totalna žur spet. Nova telesa dobimo, ampak še ena stvar, katere se veselim in ki me ful motivira, da živim za Jezusa zdaj, danes, jutri, pojutrišnjem, je pa to, da bom prejel nagrade za vse, kar sem dovolil, da Bog naredi čez mene. Haleluja. In to so pa večne stvari. Zato piše, eni, ki pridemo gor, bomo sijali kar 10,000 zvest. Sijaj nekateri drugi bo pa malo manjši. In mislim, dober že sploh, da si odrešil. Haleluja. Tu, če ne bo žarel, dosti božno, vsaj to, da si vsaj Jezusa sprejel, kokor da greš v pekel. In ne kako je stavim, kaj zbira, da Bog reče, dobro upravljeno, zvesti, vrli služabnik, vstopi v veselje svojega gospodarja. Torej, Bog hoče biti ful vesel, ko jaz gor pridem. Hoče mi ful dati nagrad. In kako bomo vstopili, bo res zelo pomembno, ker način, kako vstopiš, se ti bo celo večnost poznal, ker tam bo živel celo večnost. Na zemlji si samo par let. Tukaj, kolikor dolg misliš, da bo živel, to ni nič. To se skupaj ne par let in je v bistvu priprava na večnost. Zato recimo Korinčani, ki so se ful fajtali, pa po sodiščih en drugega tožarali, je rekel Pavel, fanti, vi ne veste, da vi boste angele sodili, vi boste imeli oblast v svetu, ki prihaja. In jaz rekel, če si bil zvest v malem, te bom postavil nad več mesti. En ljudje bojo župani novih mest, ker mi bomo kraljevali na novi zemlji. Haleluja. In glede na to, kako si zdaj živel, na ta način boš stopil v večnost. Enim ljudem bo vse zgorelo. Zakaj? Ker so delali za svojo slavo. 1. Korinčanom 3:11, drugega temelja nihče ne more položiti na mesto tega, ki je položen Jezus Kristus. Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragoceno kamne, leseno ali slamo, delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, ki se bo razdelil z ognjem. Ogenj bo preizkusil vse, kakršno je delo tega ali onega. Kdor je gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo delo zdržalo. Se pravi, ogenj bo prečistil, to pomeni tvoje motive, zakaj si nekaj delal. A si delal zato, da si, ne vem, ker si se bal, da noč v peku, a si delal zato, da boš dobil plača na zemlji, a si delal zato, da te bo ljudje hvalili, a si delal zato, da boš boljši od svojega soseda, ali si delal zato, ker v bistvu nisi delal ti, ampak je Bog delal čez tebe. In to pomeni, da si delal na pravem temelju, da si dovolil Svetemu Duhu, da on v svoji moči deluje čez tebe. Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, se pravi, tudi če si vse naredil narobe, še vedno si odrešen, ker nisi po delih odrešen, ampak po veri. Ampak skozi ogenj, se pravi, vse ti bo zgorelo. In pač boš začel z nule v nebesih. In to ni slabo, boš kanač, boš kot da greš v večne muke. Ampak zakaj ne bi vse, kar danes delaš, delal s tem zavedanjem, da delaš za večnost. 2. Korinčanom 5:10 prav, vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim prestolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v življenju delal. Se pravi, dobro ali slabo. Se pravi, če si delal slabo, ti bo zgorelo. Če si delal dobro, haleluja. Se pravi, na temelju Kristusa boš dobil nagrado. Zato je jaz rekel, kdorkoli se mu dal kozarec hladne vode nekomu, ko je molčenec, bo dobil svoje plačilo. Petru je rekel, ko je Peter rekel, pa mi smo vse pustili. Pošli ste rekel, Peter, pa kaj govoriš? Ti boš dobil 100krat več že na tem življenju, pa še pol v večnosti. Se pravi, danes, haleluja, vesel se, če te noben ni nagradil. Vesel se, če si dal nekomu, nekje v Bibliji prav, blagor vam, če si dal nekomu, ki vam ne more vrniti, ker boste dobili plačilo v prvem vstajenju. Se pravi, to je ta sodba Kristusa. Karkoli, nobene vid pa si naredil, za te stvari boš najbolj nagrajen.
Zato, ker si naredil, pa te vsi vidijo, si mogoče že dobil nagrado. Ampak so stvari, ki jih nobene vidi, pa jih delaš in delaš za koga, za Jevsa, haleluja. Za te stvari boš pa ful nagrajen, haleluja. Boste blagoslovljeni danes, uživajte z Jevsem, dovolite mu, da on deluje čez vas.